Lepo pozdravljeni. Povezovanje z lokalno skupnostjo. Je to sploh potrebno? Ja, če se srečujemo v zasebnosti domače dnevne sobe in se pogovarjamo o knjigah s prijatelji, znanci, v tem primeru najbrž ni. Kadar pa izvajamo bralni klub v okviru javne izobraževalne institucije, knjižnice, šole in podobno, v tem primeru pa bi rekla, absolutno, ja, izkoristite to priložnost. Načinov povezovanja z lokalno skupnostjo je ogromno. Vprašajmo se v prvi vrsti, koliko lastno lokalno skupnost poznamo. V čem so njene močne točke, v čem so njeni potenciali, kaj je morda še malo speče, neaktivirano, pa vendar vidimo, da je tam in da lahko uporabimo. V čem lahko tudi mi, lokalne skupnosti, nekaj dobrega naredimo za lokalno skupnost, doprinesemo vanjo. Na vsak način bi vas spodbudila, razmišljajte o tem. Vem, da ni vedno enostavno. Včasih si rečemo, nimam časa, niti ni potrebno, saj imamo prostore, pa se bomo srečevali v knjižnici in tako naprej. In potem se pogosto ustavi na tej točki, ko se nam nekako iz različnih razlogov ne da stopiti iz cone udobja. Ali tega časovno ne zmoremo, ali pa tega niti ne želimo. Dobro, nihče ne bo sankcioniran, če tega ne naredi, ampak želim samo, da razmislite o tem, kako velik potencial se v tem skriva. Ne glede na to, ali smo na vasi, ali smo v majhni lokalni skupnosti, ali smo v mestu, vedno se najdejo načini povezovanja. Če bi pravzaprav prepričana sem, če bi se vsi bralni klubi, ki se trenutno odvijajo v Sloveniji, na nek način z neko akcijo predstavili, bi preprosto osupnili, koliko tega je tudi v našem najbližjem okolju. Tako da bi vas spodbudila razmišljati v to smer. Eden od načinov povezovanja, ki ga kar malo spregledamo, tudi iz različnih razlogov, je iskanje donacij. Pa tu ne gre zdaj za neke visoke zneske, za katere bi prosili pri, županu ali pa lokalnem podjetniku, ne gre za to. V bistvu gre bolj za akt kazanja v javnosti, odhajanja v javnost oziroma vstopa v vidnost. Prikažemo se, povemo, tu smo, to počnemo, ali bi bili pripravljeni na nek način sodelovati z nami. Recimo, oglasimo se pri lokalnem slaščičarju ali pa v lokalni kavarni in vprašamo, na kak način bi mogoče lahko sodelovali. Morda pa je za kakšno srečanje možno pridobiti cenejše kavice ali pa kakšno škatlo piškotov. Na tak način aktiviramo vire iz okolja in začne se z majhnimi stvarmi. Nikoli ne vemo, kam nas to pelje, v kakšen način sodelovanja v prihodnosti. In kar je najbolj pomembno, v bistvu s tem začnemo ustvarjati sinergije. Tudi udeleženci oziroma deležniki v lokalni skupnosti, ki so bili dotlej morda malo bolj pasivni, nekako ni bilo nikogar, ki bi jih bil pripravljen tudi malo spodbosti, se bodo morda organizirali, morda tudi sami v prihodnje kaj ponudili. Ja, v tem je velik potencial. Povezovanje z lokalno skupnostjo je absolutno eden od sestavnih delov bralnih skupin.